Mobilnost je danes za mlade zelo pomembna. Kaj je tisto, da mlade pritegne in se odločijo, da grejo v svet? Predvsem je to, jaz bi rekla, mladostna radoživost, tudi malo ferbčnost in pa predvsem zavedanje, da je danes svet globaliziran svet, da Evropska unija deluje kot celota in da kot taka ponuja priložnosti izven meja domače države, priložnosti, ki lahko obogatijo tako njihovo osebno življenje, kot seveda tudi karierno pot. Kaj boste ponudili mladim, da jim bo olajšalo to odločitev? Te dni se bodo v okviru kampanje Mladi in mobilnost, to je pobuda Evropske unije, predstavljali tako programi za vseživljenjsko učenje in pa programi Mladi v akciji, torej programi neformalnega izobraževanja. Seveda v sredo 9. maja, ko poteka Dan Evrope, bomo pa posebno pozornost namenili tudi predstavitvam mrež Evropske komisije, ki delujejo v Sloveniji in seveda s tem obiskovalcem ponudili informacije o tem, kje lahko sodelujejo, kateri so tisti programi, ki so primerni za njih, kako lahko poiščejo pomoč, kako lahko pravilno izpolnijo svoj življenjepis in tako naprej. Kakšen je pa odziv mladih? Se radi udeležujejo tovrstnih srečanj in pa poslužujejo teh vaših uslug? Po dosedanjih izkušnjah in seveda izkušnjah te kampanje Mladi in mobilnost, ki je tukaj že drugič, v Sloveniji je bila že oktobra na študentski areni, je odziv zelo dober. Predvsem se mladi zanimajo za možnosti izmenjav v času študija in pa tudi izdelovanja na projektih v srednješolskem obdobju. Seveda danes vedno aktualna tema pa je tudi zaposlitev, tako da so vedno vprašanja vezana tudi na to, kako najti zaposlitev doma in tudi v tujini. Sem z Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Odločila sem se za praktično izobraževanje v tujini, za pač neko novo izkušnjo. Preživela sem 3 mesece, delala sem na recepciji v Španiji na Majorki in sicer Instotel Klub Kalamandija. Zakaj za Španijo? Ker me jeziki od nekdaj zanimajo. V bistvu španščino sem že odprej znala, pa sem želela malo izpopolniti. Kot neke vrste bi lahko rekli delovno mesto v tujini. Priporočam vsekakor preko različnih programov, ko so jaz sem šla preko programa Erasmus, vstaj tudi Leonardo da Vinci in drugi. Kot novo izkušnjo, kot nekaj, da vidiš, koliko si lahko sam nekje v tujini, koliko lahko se utrdiš, kaj ne povem, iščeš nove znanja, nova poznanstva. Vsekakor preko šole odlična odskosna deska, kasneje tudi mogoče za kakšno delovno mesto. Vsekakor priporočam vsakemu študentu, da že v sklopu študija poišče kakšno možnost, se poveže z koordinatorji teh programov in gre na svoje potovanje. Kako dolgo je pa potekal sploh ta postopek? Ja, prijavimo se na šoli in potem imamo kratek izbor, glede na katero državo se odločiš oziroma kjer je možnost, kjer so kontakti za to delovno mesto praktičnega izobraževanja in potem nas preizkusijo v jezikih, tudi pregledajo, koliko smo dobri študenti, tako po ocenah, koliko že imamo svojih izkušenj delovnih in potem se prijave na Erasmus dotacijo, tako da traja kar nekaj papirologija, kakšen mesec ali morda več, ampak so v sklopu tega že skozi celo leto delavnice, kjer smo obveščeni o vseh novostih, kdaj bo, kako bo z denarjem, kako bo s transportom, kdo je za kaj odgovoren, kaj so naši kontakti, nas tudi potem na praktičnem izobraževanju preko e-maila kontaktirajo, tudi preko telefona, tako da imaš ves čas stik, ni problema, da bi se karkoli takšnega zgodilo.